Živijo tukaj Valentin. Govoril bom o trzanju mišic in kože. Nekaterim ljudem se pojavi simptom, ko začne koža na določenem delu telesa drgetati. To so neke vrste krči, neke živčne reakcije, ko koža drgeta. Pogosto so to tudi mišice okoli oči. Drgeta pa lahko tudi mišica. Pojavijo se razni kratki mišični krči, ko se določen predel na roki, na nogi nekontrolirano krči, drgeta oziroma trza. Zakaj se te stvari dogajajo? Povezano je to z energijo, z umsko energijo, ki se kopiči v določenih predelih telesa. V našem telesu sta nekako dve vrsti energij. Imamo tok fizične energije, ki je naravni del našega fizičnega telesa in se uporablja za to, da naše fizično telo funkcionira, da se razvija, obnavlja. Druga vrsta energije je pa umska energija oziroma energija, ki je del umsko-zavestnega sistema. To pa je energetski sistem, ki je neke vrste simbiotski parazitski sistem in se napaja z fizično energijo našega človeškega telesa, pretvarja to energijo. In zaradi tega povzroča precej problemov na našem fizičnem telesu, tudi precej zdravstvenih problemov. Umsko-zavestni sistem srka torej življenjsko silo iz našega fizičnega telesa, hkrati pa je to entiteta, ki ima svojo zavest, svoje zavedanje in ve, da če bi prekomerno preveč te fizične energije porabil, bi s tem ubil fizično telo in s tem tudi svojega gostitelja. Posledično ne bi imel več energije za svoj obstoj in bi prenehal obstajati. Zato umsko-zavestni sistem izkorišča vsako čustveno reakcijo, ki jo dopuščamo, da potem te čustvene energije kopiči v predelih telesa za kasnejšo uporabo. In največ teh energij kopiči v nogah. Zato se tudi zelo pogosto pojavlja pri ljudeh sindrom nemirnih nog. Ko noge, še posebej med počitkom, med spanjem, začnejo trzati, ko mišice začnejo trzati. To je zaradi tega, ker pride do interakcije te fizične energije in umske energije in posledično aktivira mišice, da se krčijo in raztegujejo. Fino je torej paziti na to, se zavedati, kako
škodljiv učinek ima umsko-zavestni sistem na naše fizično telo. V določenem smislu lahko te posledice omilimo oziroma jih preprečimo s tem, da začnemo notranjo preobrazbo, proces osvobajanja od uma, od umsko-zavestnega sistema, da smo osredotočeni na ta trenutek, na tukaj in sedaj in da ne sledimo mislim, ki nam jih aktivira kot neke glasove v glavi. To so v glavnem neke nerealne konfliktne misli, zaradi katerih se potem tudi aktivira čustvena reakcija v našem fizičnem telesu, ki potem škodljivo vpliva na naše fizično telo. Nekateri ljudje, ki pa imajo ta sindrom nemirnih nog že od rojstva, pa lahko v manjšem obsegu vplivajo na te pojavitve trzanja in drgetanja, kajti ta simptom, te posledice so vzrok razvoja umsko-zavestnega sistema in interakcije fizičnih ter umskih energij že v stanju med razvojem zarodka, torej v maternici že pride do določenih procesov. Kot vidite, torej, je človek kompleksno bitje, ki ima več vrst energij in različno vplivajo na fizično telo. Zato vsakega vabim, da čim bolj podrobno spozna, kako deluje človeško telo oziroma njegovo lastno telo, da lahko vsi bolje razumemo samega sebe in da si znamo potem pomagati, ko opazimo neko posledico na našem fizičnem telesu, ki nam začenja kvariti zdravje, ki je neka vrsta zdravstvenih težav, da lahko razumemo, kako lahko kurativno te posledice omilimo ali jih odpravimo in pa kaj lahko naredimo preventivno za to, da se te posledice ne bi pojavile oziroma da bi jih bilo čim manj. Zato vas vabim, da raziščete povezave v opisu tega videoposnetka do gradiv, do blogov, spletnih strani, videoposnetkov, audioposnetkov, spletnih tečajev, ki jih pripravlja naša globalna raziskovalna in razvojna skupina Destiny oziroma Equal Eye Foundation. Na ta način se boste vse bolj opolnomočili in postali boste vse bolj gospodar svojega življenja in ga začeli voditi v tisto smer, kot ga želite. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.